Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Ja, jaz bi za kimči umiram. Jaz lahko eno takega tako zmažem. Se pridružuješ? Se pridružujem se. Drugač, to je zajtrk za Nito, ne? Mi se bomo tako pogovarjali. Boš povedala, kaj je na mizi? Je najprej Klara toplo dobrodošla v Slovenj in na Koroškem. Pot je bila dolga, a se je splačalo. Ja, zdaj, kar vidim, da je na mizi, se je definitivno splačalo. Evo, gremo pogledat, kaj imamo, kakšne slastne drožaste dobrote, pa druge sfermentirane zadeva imamo na mizi. Ja, ful sfermentiranega. In sicer imamo en krasen drožasti kruhek, pa bagetke, polnozrnat, že malo potovstan. Polnovredna moka, pa malo mešano, malo bele, malo polnovredne, fino sfermentirano 2 dni. Pol imamo tudi sfermentirano maslo. Ja. Pol domač kajmak. Ja, tu mi je Anita pa ko sem narediti, tako da bom zika doma. Bomo, mogoče, če želite recept, lahko komentar napišete. Meni se to zdi kot ena tvoja skrivnost, tako da ne bomo kar tako zdaj delili. Ja, v redu, če bodo povpraševanja, če bomo podelili, ja ne? Tako, ja. Kaj nas še čaka, pa imamo pa še tukaj rastlinska majoneza izpod rok Martina Rojnika, ki ustvarja pod znamko Graška. Tako. Pol imamo pa še par drugih njegovih zadev, in sicer ajdova batina. Mislim, da je dimljena. Pravaš? Ja, karamelizirana. Definitivno je še boljša izkušnja, če malo karameliziraš, ne? Itak. Vse. Ja. Polavi. Pol imamo tudi Martinov kimči. Pa čičirikin blok v olju s česnom. Sem videla česnčke na odplave, to mi je všeč. Pol imamo pa pate, oziroma namaz iz bukovega ostrigarja, pa pečene buče in sladkega krompirja. Pa imamo tlele to, ko sem že jaz kar spila. Na zdravje. Da poveš ljudem, da ne fermentiraš samo kruha. Ne, v bistvu se podajam, še bolj raziskuje svet fermentacije. Tako da tukaj imamo vodni kefir. Fino sfermentiran, sekundarna fermentacija z ingverjem, limono. Pa? Čili! Ja, zato ima en res vroče rato naprej. To je za jutranje, kako bi rekla, spodbujanje cirkulacije. Za krepitev druge čakre. Spodbujanje aktivnosti, ja. Jaz ne moram več čakati. Jaz vem kar probati. Ja, pa drugače pa še fermentiram tudi mlečni kefir. Tako. S kombučo sva pa tako zelo rada proizvajam kombučin kis. Tako da, Klara, ful bom... Vem, ti imaš ful dober vodnik za kombučo. Ne? Ta pa te. Ja, ne? Zmaga. Wow. Zdaj mi je prišlo eno vprašanje na misel. Če bi bila žival, katera žival bi bila? O, Marija. Levinja. Levinja? Mjau! Aj bolj... Nazadja. Ja. Levinja. Odvisno kdaj in s kom. Absolutno. Odvisno od dneva in počutja. In tako. In osebe. Čiko, da sem zdaj probala. A ja, ok. Brings back memories. Delam tudi časih domač puter, in sicer uporabim kefirjeva zrnca, pa jedem sladko smetano. Pustim 12 do 24 ur na sobni temperaturi, poberem zrnca ven, pa pol dobiš tako kislo smetano, ful dobro kislo smetano, tako kremasto. Lahko uporabiš tudi za masko za obraz. Vodu. Ko pa pol stepeš, pa itak dobiš puter ven. Ja. Na pa isto fermentiran. Ja. Puterček. Jaz sem razmišljal, včeraj preden sem zaspala, daj smo se me spoznali. Pri Sašu to? Po mojem pri Sašu. Ja, ne? Ko je organiziral božično večerjo. Ja. Ja, ne? Prej pa ne. Mislim, da ne. Jaz sem mislim, da takrat. Ko bi tudi Klemen takrat, ne? Ja. Smo dobro jedli. Ja. Vsak je nekaj prinesel. Vsak je nekaj prinesel. Kakšne imaš kaj plane za poletje? Imaš plan kaj iti na dopust, na Maldive? Na Maldive iti kruh peč iz drži. Dolgo sem bila že na Tajskem, pa v Singapurju, pa na Jamajki sem pekla. Res? Ja. Kako se obneše peka v bolj tropskih vročih krajih?
Fino je, če imaš kak fajn hladilnik pa klimo. Aha, ok. Če pač nimaš... podivja. Ja, temperatura ful, kako bi rekla, pospeši shajanje. No in pol vse hitreje dela in pol lahko seveda imaš najprej malce več izzivov s skrbjo za druži, pa seveda kako bo testo shajalo, vse hitreje gre. Ampak si lahko pomagamo, da mogoče imamo manj druži, damo ful hladno vodo, vse gre. Vse gre, ki je pa ratalo. In kako so bili recimo na Jamajki? To je bilo v bistvu tole kakajno prvo tako bolj potovanje, mislim, da je bilo to 2018, ko smo se s Sašem in Rudlom smo se odpravili na Jamajko. En drug svet, ko nisi v enem rezortu noter, ne? Ko si, mi da smo bila niso bili domačini, ker sta bila iz Kanade. Ok. Ampak živita tam. Živita tam in sta odprla pekarno. Ja, hudo, je bila prav naveza, kruhasta naveza. Ja. In najprej smo tam en teden v pekarni testirali, ful so bili navdušeni nad onimi puhastimi palačinkami. Pa smo še neke kruhe, pa vse te stvari, pa krofke sem delala. Ja, no in po enem tednu so pa mi da rentala avto s Sašem. In smo šla road trip malo. Ceste so ful zanimive, greš po avtoceste, pa nekaj taka ful velika luknja nota, ne, in moraš ful paziti. Tako da po noči se oni sploh kaj dosti ne vozijo, ne, ker lahko mod avto zarupaš. Pač prenevarno. Ja. Poleg tega smo recimo spala, pa slišiš tam čez 2-3 kilometre ful streljanja. Tako da ja, je bilo ful zanimivo izkušnja. Preden sva štartala iz Kingstona, ko sva šla pol na sever gor, pa pol tja Negril, sem jaz na Facebook grupi Backpacking in Jamaica objavila eno povpraševanje in sicer sem rekla, če se kdo želi naučiti v zameno za sobo ob plaži, nekaj kruha. Ja, in pol se je javil en Američan, ki je imel punco takrat v Negrilu. In sva gledala v morje, sva bila na plaži. In sem naučila njegovo takrat zarošenko peč kruh. Pa to res povezujejo? Ja, druži povezujejo, združujejo. Združujejo. Branitijo se nekaj združmi. Dobro drožili, ne? Ja. Kaj še so še kaj izpeljanske? Združujemo, drožimo, drožomanija. Drožomanija, in tako. Ja, to se drugače sliši ful lepa izkušnja. Ja, se je bila. Ful, čist en tak odklop od tega, kar imamo tukaj. In meni je to, ful rada potujem. Ful rada spoznavam ljudi, kulture, običaje, se družim z domačini. Ampak ful mi je pa fajn, ko prijem domov, ko še bolj cenim tisto, kar imamo tukaj. Lepo si to povedala. Čist zrak, vodo, spipe lahko, veš, tam ne moreš vode spipe. No, se veš. Bolje še to vprašanje varnosti. Veš kaj, sem razmišljala, če imaš pa še kakšno navezo, ki je v tujini, da boš še koga šla tako kakšno pekarno, da te kdo vab, ne vem. Ja, veš, lani sem imela že en mesec Azije zorganiziran. Ok. Ko neko turnejo, ali? Ja, Malezija, Singapur, Bangkok. Imela delavnice. In bolje prišla teta korona. Sem slišala za to korono, ja, sem slišala, ja. Ampak ne bom se pritoževala, bo pač ob pravem času. Kdaj drugič, zagotovo bo. Še boljše bo. Sem pa v bistvu hvaležna koroni, ker je poskrbela za razmah družomanije in stike za družbi. Zato, da vsi vi zdaj kruh pečete, mi, tudi jaz, dokončno z mano. Če pa še ne, pa toplo priporočamo. Ja, prav res kruh. Ja, zdaj ti malo je, jaz te sem sprašujem, pa vam moraš govoriti. Pa jaz lejem, ti pa ne. Ti, če ješ kakšen čips ali pa tortilja, double dipaš? Poznaš se sredstva? Veš ko, če imaš tortilja čips, pa ga najprej namočiš, pa odgrizneš, pa še enkrat namočiš. Zavaljo. Ja. A ste pa samo polovico pojedla za mako? Ja, kakšno to? Ne, najprej tak, pa še enkrat. Jaz mislim, da je treba v življenju uživati do konca. S polno žlico. S polno žlico.
Zdaj pač, kaj dobiš na tej žlici, je pač odvisno od... A imaš potlej svoj najljubši quote ali pa neko mantro, misel, ki te tako spremlja res vsaj dan, tako da bi rekla, tu je pa neka misel, ki je ono... Mogoče dve taki, kaj pa vem. Vse, kar mi je namenjeno, je že na poti k meni. Tisto, česa te je najbolj strah, tam se skriva največji zaklad. Pogumno. Par takih. Torej bi rekla, da si ti sledila definitivno tudi proti kakšnim stvarem, ki so v bistvu bile ful scary in pa si iz njih tako največ dobila za svoje življenje. Ja. In da ko greš nekaj iz neke cone udobja, ko greš v neznano, ko te je strah, ampak v bistvu sprememba je edina stalnica. In če, kako bi rekla, ostaneš v coni udobja, vse je cool. Samo jaz mislim, da ti pol nekaj zmanjka, da ti nekaj fali, da ni to, da se čutiš neizpolnjen. Da čutiš noter, ampak ker je tvoj strah prevelik, da bi naredil spremembo, pač vegetiraš. Ja. Jaz bi se kar strinjala s tem. Se pridružuješ. Pridružujem se. Tuja kulinarika, kera te tako ful premami, kera ti je najljubša? Okej, dobro vprašanje. Vedno pač, ko kam grem ful, pač poskušam hrano. Mislim, da bom šla na Tajsko, bom šla v Pizza Hut ali pa kaj takega, ne? McDonald's. Do zdaj, kaj sem pač imela možnost poskusiti, Tajska mi je bila ful dobra. Ja, a pa tudi v Singapurju imaš pa ogromno možnosti, da preizkusiš, ne vem, celo kulinariko. Ja, ful. Indijska mi je tudi super. To sem sicer probala pač v Singapurju. Prata mi je fina, veš, no, tako čisto na tanko, pol pa zložijo skupaj, ne, njam. Pa kaki tip. Karije imam rada, morsko imam ful rada. Bi imela kakšno žival? Si za živali ali ne, to pa zelo? Pa jaz sem ful za živali. Jaz sem celo združbo živali v kozarcu. Pameten odgovor. Bar milijončkov jih imam. Tamagotchi. Ja, ampak to ful bolj, kot bi rekla, ne rabiš jih peljati na sprehod, ne rabiš jih vsak dan hraniti. Če umrejo, ti ni tako hudo, ne? Oh my god, ne, tega pa ne govorim. Če umrejo, moj rudel ni. Moj rudel je z mano že od 2012. Vsaka čast. Ne, od takrat, ko pečem se družbi. To pa je skrb. Ja. Res. Pa ni imel prvi, veš, ni moj prvi. Je pa moj zadnji. Bravo. Imaš ga v večjih kozarčkih? Just in case, ja. Ne, v bistvu nimam en kozarček imam, ampak, a veš, moj rudel je od oktobra 2019 varno shranjen in spravljen. V knjižnici. Tako, droži v Belgiji, v Sanfitu, pod zaporedno številka 125. Tako da imam celotno, kako bi rekla, analizo narejeno, kaj vse noter. Jaz sem vedno sem vedela, da je rudel poseben dejt. Pohorski karot. Daj mi povej, ko sem prav razmišljala, ko sem večkrat si že omenila, ko sem te spremljala, ne, to knjižnico. Kako pa oni vzdržujejo te droži, da preživijo? Kaj jih posušijo? Ne, v bistvu jih imajo v hladilnikih na 4 stopinjah in pol jih 4-krat na leto jih osvežijo parkrat. To je dovolj? 4-krat na leto je dovolj? 4-krat na leto, vsake 3 mesece. In mora biti prav posebna mešanca? Imajo protokol hranjenja. Jaz seveda dostavim moko. To me je zanimalo, kako je s tem. Da v bistvu hranijo z isto vrsto moke, ne? No, to je ključnega pomena, ne? Ključnega pomena. Je pa tudi zdaj zanimivo, ne? Ker rudla so analizirali, ko so ga sprejeli v knjižnico. In pol bo zanimivo, ko bojo naredili, ne vem, analizo čez 10 let, ko bo videli, a se je kaj zdaj spremenila, a se ni, ne? Tako da rudl ima ene zelo fine mlečnookislinske bakterije noter. Mini pohorce, da se rekla. Kako bi rekla, poskrbijo tudi za dolgo obstojnost kruha. No, kako pa, kaj tvoje druženje, Klara? Kakšne izzive imaš? Moj izziv za letošnje leto je
da mi rata pogača. Ok. Hočem uno pogačo, ki se prsti not skrijejo, kad tako delaš. Tu, ker na zadnjem si mi dela ni bila, bil je bolj nek flatbread. Ok. Nek flatbread, ki je upil vse ole, ki sem ga dala kamorkoli. Tako da, evo, tu. To verjetno ni bil dovolj shajen. Ni bilo sajen. Drugače, ja, kruh pečem velikrat. Delala sem po tvoji knjigi čebulni kruh, najboljša stvar na svetu, tako da čebulni kruh priporočam. Tu pa pito. Ko sem probala tvojega let, mi je bilo tako, kaj je ful boljš okus krhkega testa. Drugi stvari se pa še nisem tako lotila. Je v bistvu ta druga knjiga tudi dobila med 3 najboljše uvrščena. Res? Ja, junija bo pa kao razglasitev, ali pa julija, ali pa... Najboljše v okeri... Spet pri kruhu, na svetu. Wow! Wow! Je bila isto prevedena v tuk jeziku, kot prva? Ne še. Ne še? Ne še, bo pa zdaj maja izide v nemščini, junija v hrvaščini, pa verjetno zdaj nekje do jeseni tudi v nizozemščini, v francoščini. Tako da, meni čiko. Si dober, pa še kaj časa noter. Čas mora biti, ne? Ja. Ti imaš to rada časa? Aha, okej, dobro. Dobra fora, veš. V recepti piše put 1 clove of garlic, pa si tako... Come on. Ja. Let's be serious here. Oh, no, you mean 1 bulb. Ja. Ej, ne vem, kaj si hodila videti, ko si bila majhna? Kaj je bilo ono tvoje, ko si bila mečkina punčka, tako? Kaj si želela biti, ko boš velika? Si imela kakšne sanje? Veš, da se ne spomnim. Ne? Ne spomnim se. Mislim, da sem tako veterinar, mislim, skuz da se je menjavalo, tako. Nisem imela one thing, veš, kako imajo eni, ne vem, učiteljca, ali ne vem. Da sem tako in veterinarka, in učiteljca, in ne vem kaj vse. Vsak dan nekaj drugega. Aha, ok. Mama tak močen zajtrk, ne? Ja, res je, zdaj bomo šli maraton teč. Ne, zdaj bomo šli fotkat. Fotkat. Što mi je všeč, ko človek uživa v hrani, pa ne sem v hrani, tudi v kakih rožcih. Ko gledaš naravo, ko slišiš ptičke. Da, obožujem življenje. Ja. Jaz sem drugač Anito prosila, če jo lahko fotografiram. In danes je od zunaj, ne vem, če vidite, najbolj temen, deževen dan. Tako da moramo malo... Bomo pa midve zato bolj sijajim. Sjaji. Sjajili. Žareli. Če mi jaz povedati, tako da sem tvoj predstavnik. Daj ti, daj da vidim. To je prva knjiga od Anite, ki je prevedena v... Prevedena je v petih. To imaš pa prav. Aha, več kot 9000 je prodanih. In je tu že kjer ponatis. To je 5. izdaja. Tako da nove izdaje imajo tudi take ilustracije lepe not. Anita je rekla, da je vključila vse nove znanja in informacije in vse, kar si se naučila. Up to date. Pa več postopkov. Ti še kaj dodala? Ja, v bistvu tudi ta nova knjiga ima nov dobrodelni namen. Je namenjen od vsake prodane knjige, so 2 € namenjena zavodu 13. Ok. Za otroke s posebnimi potrebami. Zelo lepo. In tu je v bistvu alfa in omega, če želiš začeti peč. To je uvod, to je temelj. Kje se sploh lotiti. Zdaj, bralci temu pravijo, ne, pa ne me za besedo prijet, drož Biblija. Drož Biblija? Pa si ti kot neka drož Marija. Ej, kako ti mora bogat. Včasih pač kdo zamenja ime, pa reče drož Marija. Res? Res! Čim se res? Drož Marija. It all makes sense. To pa Rudel. To je pa Rudel, ki peč in buhteč, in ta knjiga je bila tudi najboljša knjiga v kruhu. Leta 2019 v Makao na Kitajskem. Pa če gremo do druge. Ja. To je pa Anita izdala, je lani bila izdana? Lani, ne? 10.6. Je pa za take ljudi, recimo, kot sem jaz, ne? Ker že malo pečeš, malo že veš, kako droži delujejo. Ta knjiga je odlična, ker so not pa tako recepti.
Ful receptov. Ko tu predelaš, ne, pa greš na izpit, pa ga položiš. Dobra. Pol je pa tu je pa drugi letnik faksa, ne, oziroma že magisterij. In kar je Anita, ne, se je skrat tvoje imeno. Kaj ste vse vem, ne. Ker sem študirala. Tako, tle not je zdaj pa še so sladke stvari. Če mislite, da se sem kruh da iz druži delati, ne, so notri še sladke stvari. My favorite part, mislim, ni favorite part, da me krej sem bila vesela, da je Anita to vključila, je pa, trenutek počakajte, da najdem uvodno naslovnico. Čeprav je staro. Ni za staro šaro. Evo. Je pa v bistvu Anita vključila še kaj z kruhom, ki nam ostane, čeprav iskreno meni ne ostane, tudi ko moram kakšne recepte starega kruha delati, ga sušim namenoma, ampak zelo dobro, ker tako se pogovarjam z ljudmi in jim ostaja kruh in tu je res škoda stran vrč, da so not na koncu še recepti, kaj starega kruha narediti. Ta knjiga druga je bila v bistvu tudi moja terapija, ko je Saša umrl. In pa sem pekla recepte. Nora. Ja. V bistvu sem fermentirala žalost in vse torej, druge veliko občutke. čustev v tej knjigi. Je. Če takrat je je ona tvoja, kako se temu reče, urednica, je rekla, da si terala ko nora, ne? Da noben ni verjel, da lahko tako knjigo v tako kratkem času sprovedeš in narediš in evo. V bistvu ja, žalost, bolečina. Da se ne vem, malo sem žalost nalatala. Ampak vsekakor, no, jaz ponavljam primem to knjigo v roke, ker so pač recepti notne. Pa ful se lahko tudi dopolnjujejo, ne, ko imaš različne nadeve, pa imaš različne vrste testa in lahko ful... Babka na slano, s takim nadevom, s tistim nadevom, ja. Tam mi piše, brez druži mi živeti ni, mogoče bom zdaj počasi spremljala brez fermentacije, mi živeti ni. Sam brez druži se ful lepše rima, no. Ja. Pač to je res tvoj, ne, tvoja skovanka. Tako da, jaz bom vse, kar smo se pogovarjala, knjige, Anitin page, Facebook stran, vse bom polinkala spode v komentarjih, tako da si lahko vse pogledate. Med nama je naveza že nekaj časa, tako da že tu, da me je sprejelo svoje stanovanje in me tukaj že drugi dan gosti in redi, je res a blessing in sem ful vesela, tako da res hvala. Hvala tebi, da si prišla, ko smo se imeli, fanta, bomo se imeli. Tako da hvala, da ste gledali, če boste imeli kakšno vprašanje za Anito ali pa zame, napišite spodaj v komentar, pa seveda, ne, ponudba, da Anita deli svoj recept za kajmak še vedno obstaja, tako da... Tudi za kak kruh? Ne, naprimer. Naprimer, ja. A ja bi še ti želela kakšne zaključne besede povedati? Ja, seveda. Naj drži! Adio! Čau! V skladu smo pripravili eno zanimivo nagradno igro in sicer za vse vas, ki gledate ta video posnetek, spodaj v komentar nama zaupajte, ali že družite, pečete z družmi in zakaj ste začeli, če pa še ne, zakaj še ne in zakaj boste. Tako da, z malce sreče je lahko tale čudovita knjiga krasna popotnica v svet družomanije.